V Centru za starejše Metul v Slovenski Bistrici so pretekli četrtek odprli demenci prijazno točko. Moči so združili Občina Slovenska Bistrica, Spominčica Alzheimer Slovenija in Ljudska univerza Slovenska Bistrica. Demenci prijazno točko v Centru za starejše Metul so odprli direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica magistrica Brigita Kruder, podžupan Občine Slovenska Bistrica Modest Motaln in predsednica Združenja Spominčice Alzheimer Slovenija Štefanija Lukič Zlobec. Demenci prijazne točke smo začeli odpirati zato, da bi prišli čim bližje do družin, do ljudi, ki imajo to bolezen. Demenca je bila dolgo časa zelo stigmatizirana in je še vedno tudi v Sloveniji in drugje. Prav zato odpiramo te točke. Zdaj jih imamo že okrog 500. Preden odpremo točko, je vedno izobraževanje za ljudi, ki tukaj delajo, zato da dobijo vse informacije, kako prepoznati bolezen, kako ravnati z osebami z demenco. In tukaj na tej točki, ko nalepimo to nalepko, kdorkoli želi informacije, lahko pride sem in tukaj jih tudi dobi. In tudi naše revije in vse te stvari so. Skratka, to je namen priti čim bližje do ljudi, ker demenca je bolezen eden od večjih problemov današnjega časa in je veliko število ljudi med nami. Namen točk pa je, da ozavestimo vse ljudi, ki tukaj živijo, zato da tem ljudem pomagamo. Ker je demenca bolezen ne samo tistega, ki zboli, ampak cele družine, je prav, da ostanejo vključeni v družino, v družbo, ne v družino, in da na ta način poskrbimo vsi skupaj, da lahko ostanejo čim dlje doma, kar je najbolj humano in najboljše za človeka in za družbo. Kakšni pa so pravzaprav prvi znaki demence, na kaj moramo biti pozorni? Prvi znaki, mi imamo to našo tabelo, ki jo vedno najbolj poznan znak je seveda spomin, ampak demenca je mnogo več, ne samo izguba spomina. Začnejo se težave pri govoru, organizaciji, ponavljajo eno in isto, ne znajo voziti avta, ne znajo uporabljati telefona, računalnika, radi se kregajo, spremenijo se, navzven se spremenijo karakterno, vedensko, tudi eni so včasih agresivni, eni so prepirljivi, eni se jokajo, skratka zelo se spremenijo in zelo so občutljivi. Pri vsakem človeku so ti znaki malo drugačni, no, ampak na te znake je treba biti pozoren in če to veš, potem človeka lažje prepoznaš in seveda, kaj je pomembno, da greš čim prej k zdravniku, še bolj pomembno je pa, k zdravniku jih je težko spraviti, da pogledaš na Spominčico ali na našo spletno stran ali na veliko knjig je, filmov, kakšni so prvi znaki in kako z njimi ravnati. Komunikacija je zelo pomembna, pomembno, da smo prijazni, potrpežljivi, da jim stisnemo roko, da jih objamemo, to najbolj razumejo. No. Ko enkrat svojci to vejo, je mnogo lažje in namen teh točk je, da ostanejo čim dlje doma, ker več kot 90% oseb z demenco živi doma. Tako je veliko in to jim je v podporo. In pomembno je, da tudi vsi, ki tukaj živijo, velikokrat se oni izgubijo, tavajo, zlasti v začetku, ker pozneje itak ne hodijo več iz hiše, da kot takega človeka vidiš, da mu pomagaš in najti pot domov. S tem lahko vsak od nas prispeva nekaj k temu, da ostanejo ti ljudje čim dlje doma in da so sprejeti. Na današnjem odprtju ste tudi sporočili dobro novico. Ja, to je tudi. Preventiva je itak pomembno, da vsi vemo, da to bolezen zamaknemo ali sploh ne zbolimo za njo, da je novo zdravilo po več kot 25 letih, je tudi v Evropi odobreno. EMA, Agencija za zdravila, letos odobrila po malih zapletih. Mi tudi tam sodelujemo, moram reči, in zdaj delamo na tem, da bo v Slovenijo čim prej prišlo to zdravilo, v Avstriji in v Nemčiji je že v uporabi. Tako da to je eno veliko upanje za vse. En mali premik, ampak prvi po 25 letih. Odprtje so popestrili s kulturnim programom.